En prisrčen pozdrav, danes smo 28. april, tle sem na Pašmanu, tudi mesto Pašman, zdaj bomo obrnili sliko. Temle so apartmaji, pri Elvisu smo vsako leto, kak teden, malo manj. Jaz bom ostal še 10 dni tukaj, vsega skrb 10 dni. Zato, ker sem se odločil, da evo, to je cerkva, groblje, tudi nek čamac. Tamle je Biograd na moru, pa imate nek otok, Filip Jakov, Turan, pa dol Zadar. Glejte, zdaj pa da vidim, kako bo tule kazali. Evo, še baroci vzadi. Vete kva, tlele smo imeli malo debate, ker smo vsi prijatelji od Uhata. Samo Uhan, naš prijatelj, moj še najbolj. Jaz sem bil tudi njegov sošolc. Od začetka je bil Uhi, pa Uha. Sam ga je malo zvil za matematiko. Tako da, ker sem jaz v vojski bil šele 4-letnik, vmes je padel. Tale matematika mu res ni šla. Je imel športno napoved. 1, 1, nič, šprico. 2 je bila -2, 1, 1. STM je imel pa rad, samoupravljanje s temelji marksizma. Tam je pa govoril, pa nič povedal. Kaj je že bila? Čosič je sklanja 1 toast, 2 tozda, 3 tozda. Je bila od dole, samo ne vem, če je bila z Dobropolja, ne, to je pa tamle naprej, pol s kolesaril tja. Krešo Čosič se je tam rodil. Čosič, košarka. V glavnem, se od Uhata ne bi nič povedal, ampak bim bom. Glede na to, da jaz predavam konzervativnost in mladi, da so me prav mladi poklicali, če bi jim par stvari skozi psihoanalizo povedal o teh mladih in konzervativnosti, sem se odločil, da bom pa vendarle, ker smo se tamle malo kregali, ne. Koliko ja, pa koliko ne tlele. Mladi in konzervativnost, Kobarid, 30. oktober 25 ob 18. Sva šla za Ljušem Pertinačem, malo razpravljati. Zala Klopčič s svojim društvom naju je povabila. 3 ure sta se kja vozila. Tale je še vabilo. In jaz sem se malo pripravil, to je moj zelo glasni skeč. Vse ni važno, rišem tle, oziroma bolj pišem, rišem ne toliko. Glejte, vse imam še tlele, načeloma bom jaz, ko bom ostal še par dni tukaj, ne vem, a bom napisal drugi del Razočarane gospodinje pri seksologu, 5 primerov Janeza Rugla imam tukajle, ali bom pa Pogubnost psihiatrije, kemopsihiatrije. To sem že predelal, ampak knjigo imam že 5-6 let napisano, pa sem jaz rekel, moram jaz to dokončati in bom jaz tale sam ostal pa pisal. Ampak tole bom pa zdaj posnel, zato ker mi ni fair, da avtoriteta, kakršen je dr. Samo Uha, ki je dekan FDV-ja, take neumnosti je klaftral, da tole, glede na to, da je moja tema, pa pač ne morem biti tiho, ne, sorry, ker se čuti užaljenega, ker jaz se tudi čutim užaljenega, ker je par stvari tam, meni se očita mizoginija, ne. Jaz pa prvi spol napišem, Biblija ženskosti, ne. Slavospev ženskam, prvi spol, 2019 sem napisal, so me branili v Cankarjevem domu, če ne so me tam napadali, Domen Savič, 8. marec, ki še niso takrat bil sicer ustanovljen, ampak ta Nika Kovač partija, čez da sovražim ženske, da sem mizogin, jaz pa Venerov levu, največjo stopnjo ljubljena žensk imam. Zato pravim, da kljub temu, da sem rekel, da vidim, če skaj napredoval, ki je diplomiral.
na FSPN-ju. Marx in Freud. O, mat. Si ko ja, v psihoanaliz pa nisem nič kaj preveč vedel. Mene so pa Freud klicali že v srednji šoli. No, pa sem jaz tisto prebral. Za nekega diplomiranca z FDV-ja oziroma FSPN-ja je bil tisti zgleden, politično motiviran, torej motivirana diploma, ker Freuda pa Marxa v resnici ne moreš ti združiti. Ker je Freud rekel, da tale bolševistska revolucija, ki se je takrat dogajala v času, ki on bi tam 17 leta, bolševiška revolucija, je rekel, oktobrski revoluciji, to ne bo trajalo dolgo. To je Freud rekel, zato ker je moška duševnost kompatibilna s sužnjelastništvom. Zadnja faza, ki jo moška duševnost še tolerira, je kapitalizem. To je Freud eksplicitno povedal. Ko sem jaz to totalno razumel, ko sem prišel z vojske, je šel 1 let za mano v vojsko, pa je stari, on je že 63, to je aprila enkrat imel rojsten dan. Sem šel na politkomisarju Božetu Maroltu, sem rekel, tele imate, sem bil član Zveze komunistov, sem bral Freuda pa Marxa v Postanju v vojsku, JLA. Sem bil sprejet v Zveze komunistov v smislu, da kaj nagradnega dobil. 2 dni, pa nič nisem dobil. Sem me jebal še pa še, ker sem bil v Sloveniji Slovenac, sam 3 Slovenci, pa sam Šiptari, v Postojni. V Postojni sem bil, 82, 83. Sem prišel jaz domov, sem nesel sprejet v Zveze komunistov, sem rekel, tlele imate tole, socializma ne more biti. Ne more ga biti. Ker sem Freuda pri 20 letih kužil približno toliko, ali pa malo manj, kot ga zdaj. Zdaj sem ga pač nadgradil. No, zato vem, da sta Marx in Freud nekompatibilna in to sem jaz v prvem podiplomskem študiju na ISH-ju, ki je šel del filofaksa, pri Močniku, imel seminar Freud in Marx skozi Altiserja. In vsega skup, torej poks jaz to suma sumarum, sem rekel, tole sej všečno si napisal, ampak ni pa čist, bi rekel, tako, kot bi Freud zastavil, če se ga bi vprašalo, o Marxu. Freud in Marx sta nekompatibilna, kljub temu, da je frankfurtska šola se ustanovila zato, Horkheimer, Adorno, Marcuse, tudi Fromm je bil tam mal močen psihoanalitik, hoteli so na vsak način psihoanalizo in marksizem združiti. Ta prosocialistična varianta je imela podstat frankfurtske šole. Ne da se to. Freudovo psihoanalizo in Marxa, marksizem, socializem, komunizem se ne da združiti. Zato, ker je Freud eksplicitno rekel, da to ne gre, zaradi moške duševnosti. Kakorkoli že, če se vrnem k mladim in konzervativnosti. Tisto, kar jaz vem in je zelo ključno, je to, da obstaja nezavedna vednost. Da človek nezavedno misli. In mladi moški, ki se ne pustijo indoktrinirati, ki ne ždijo tam na FDV-ju in si ne pustijo prati možganov. Niso na sociologiji kulture ali pa tam na filofaksu. Filozofija je tudi kontaminirana totalno z marksizmom. Se pogledajte, Miha Kordiš. To je filozof tam gor. Tam je vse levo. Razen, mislim, da Borut Ošlaj, ta je še malo skoraj sredinski ali pa mogoče desen. Se pravi, mladi, ki se ne pustijo oprati možganov, nezavedno čutijo, da morajo delati. Po načelu, ne možeš brez kurca na svadbo. Če si ti brez denarja, drki si ga še naprej. Lepe babe tudi videti ne moreš, ne smeš, kaj šele, da bi joške držal. In nezavedno mladi vejo, da morajo delati, ker to, da so glupi, to nikakor ne drži. Če kaj korelira z liberalnostjo pa konzervativnostjo, korelira to, da tisti, ki so
ukleščeni v izobraževalni sistem, so podvrženi brainwashing, pranju možganov. In tisti študenti, ne, izobraženci, tako imenovani, ne da so glupi kot kurac, ampak nehote, nezavedno so si dopustili oprati možgane z ideologijo, ki prevladuje na teh levih fakultetah. Vse fakultete, te stare ljubljanske šole, univerze v Ljubljani, vse imajo levo konotacijo. Ker tisti študentski nemiri so pustili en velik pečat na bodoči univerzi, kaj je že? Edvarda Kardelja se je rekla. Ne, se pravi, Ljubljanska univerza je, ta družboslovni del je kontaminiran z levostjo, zato ker so tisti najbolj srboriti študenti, ki so protestirali 68-72, so ti znameniti protesti bili. Oni so se borili za več socializma. Pa so bili od Žižkatle, Rastka Močnika, sej so bili tudi moji te neki prijatelji, kolegi, Leo Kreft, pa to, Jaša Zlobec, cvet bodočega levega intelekta je nastal na Filofaksu oziroma na Ljubljanski univerzi v teh demonstracijah 68-72. In ko smo obeleževali 50-letnico, so to kovali v zvezde, tudi Mladen Dolar pa to, ne. To so glih takrat bili 18-20 let stari in so se borili za plačan študij, za brezplačne kondome, ne, pa tako naprej, pa da ne bi bilo izpitov, pa čim več socializma. Pa so obeleževali naši to 50-letnico, so klicali v Francijo, ker tam se je vse skupaj začelo, tam so imeli močno to marksistično strujo, opozicija kapitalizmu, tudi Lakana tam je bil prolevi, pa Altiserja, pa Durkheima, pa to so levi filozofi. Frankfurtska šola je bila tudi vezana na Francijo, ampak ko so naši vrli, takratni protestniki skušali stopiti v kontakt s francoskimi kolegi, študenti, se je zalomilo, ker je vse sram. Vse je bilo sram, da so bili nosilci tam enih protestniških gibanj. Najbolj plemenito protestniško gibanje je bilo na Češko-Slovaškem, ko se je Jan Palach zažgal, zato ker je želel, da se Rusija oziroma Sovjetska zveza takrat umakne iz Češko-Slovaške. Še ni bile Češke pa Slovaške, Jan Palach se je zažgal. Butl, fotra ni imel, pa ni imel moralne razsodnosti. Tako da teli rodovi, ki so vpeti v te FSPN, torej FDV, Fakulteta za socialno delo ali pa Filofaks, z vsemi temi štuki tam, 4 štuke imajo. Najbolj zajebana je filozofija pa sociologija kulture, kjer sem jaz magistriral. Eden od mojih 3 podiplomskih študijev je tudi magister sociologija kulture. Sem to prežvečil še pa še. Vodil okrogle mize, okrog leta 2000. Okrogla miza, Zasavje, leglo komunistov, čast ali slabšalnica. Mislim, pa sem imel Močnika, Tončija Kuzmaniča, pa Božidarja Debenjaka, vodilne marksiste. Slavoj Žižek je bil takrat v tujini in ga nisem mogel dobiti na oder. Jaz sem moderiral, to sem se pripravil 1 leto. V Mezincu sem imel ta gibanja takratna, oziroma utemeljeval, zakaj je bilo Trbovlje ali pa Rdeči revirji, da je bilo to včasih častno, ker divji kapitalizem je res krivičen do revežev. Mi smo imeli trboveskko premogokopno družbo, stara mama moja, star fotar, vsi strici, to so bili vsi rudarji, eksploatirani. Tudi socialistična prva revolucija, torej stavka, je bila v Rdečih revirjih. Tam Miha Marinko je hotel neki miriti. To so ga babe nabutale, žene naših rudarjev. Ne vem, če so bile moje 2 stare mame, oba moža rudarja, pa sinovi tudi, če so ga tudi kaj bile zraven, ki ga je bilo 58 leta, ga je bilo treba nabutati. Miha Marinko je bežal, pa tam je bil Ivan Maček Matija, je bil tudi zraven.
Ne? Trbovlje so bile včasih Trbovlje z veliko pisano, zdaj so pa, ne vem, izbriko Botale. Ok, vse imajo mene. Pa dekana, FDV-ja, Sama Uhana, pa Deve Soft, Jure Knez. Ta je maher, vam povem, da je maher. 10 let je mlajši kot jaz, ampak smo igrali košarko, pa prijatelji, pa tako da poznam. Ta je prišel na Luno zdajle, z naso. Ampak to, da so mladi fantje konzervativni, to je plemenita stvar. Jaz sem 2 konzervativna sinova in si to štejem v čast. Zato, ker nezavedno čutita, da rabita biti providerja za svoje mamice, svojih otrok. Ne pa, da nista, faks je zdaj naredil na skrivaj. Oči, sam še en izpit imam, je rekel Nik. Te drug pa je mislil, da v podpisu za Barcelono ali pa za kak klub, pa mu ni ratal. Prvo ligo je pa špilo, sam se ni Zahovič pišel, Vodeb se je pisal, pa mu ni laufal. Zdaj imam pa pruh, pa počas končuje vse skup. Skratka, niso v šole hodili, sem rekel, toliko te en div lahko naučite jaz v pol leta. Na FDV te jaz naučim v pol leta. Vse, pa še viruse tim zbrisal, recimo. Starejšega sina je to zanimalo. Ful je tudi v tej psihoanalizi, ful je močen. Sem ga veliko naučil. Sam net na FDV, tam ti bo pa pravili možgane. In mladi moški, ki delajo, si niso pustili prati možganov. To je bistvo. Spoštovani, uha, tole ni svedu. Zato, ker si kontaminirali z ideologijo. Ko je bilo treba stopiti na stran Tatjane Bobnar, meni ni blizu. Poglavarka policajev ne sme biti ženska. Niti vojakov, Alenka Ermenc je bila. To sem cenzuro dobil, ko sem povedal to. Ne vem, koliko so mi zablokirali vse. Sem rekel, da ženske, policija in vojska, to je error, simbolna disonanca. Ampak v zgodbi, zapletu, Bobnar, Golob, je bila pa Bobnarca tista, ki je imela prav. Je pa stopil na stran Goloba. In rekel, da je zatajila Bobnarca, da ona ne bi smela. Tem se reče, da ni bila politično korektna. Ne, bila je bolj etična. Politična korektnost pomeni, da si član stranke pa lažeš. To je politično korektno. Kolegi Urške Klakočar Zupančič so bili politično korektni in niso povedali, da so na tihem rekli, Vodeb ima prav, taka si, kakor ti je on povedal. Ampak v eter pa ni ben to povedal. Pa tu so vsi rekli, pa ne moš ti policijo poslati na Vodeba pa Pertinača, kar je tudi naredila. Jaz 2krat, on 1krat. Politično korektno je, da molčiš o tem, ne? Nekorektno je pa, politično, nekorektno je pa, če si član stranke pa rečeš Golobu, lega, zasral si vse. Zdaj pa imaš Stevanoviča. Stevanovič je tvoj proizvod, ne? Tega se bojte. Ampak dokler kompenzira, ne? Samega sebe igra, vse spodobno igra, dobro vodi zaenkrat, ne? Ampak ko bo prišlo do dekompenzacije, ta bo počel pizdarje, da bo glava pekla. To sem vam grede povedal, ko sem skočil. Mladi nezavedno vedo, da mora imeti denar. Če nimaš denarja, nimaš kako bab se sploh potikati. Zdaj, če imaš pa pohoto ta pravo, se moraš pa tu nekako infiltrirati med babe in potem moraš častiti tu na ti pa že Joška nastavlja. Samo moraš biti car. Če pa nimaš denarja, tam neke litanije, tam študiraš po faksih in si tam 10 let na fakulteti, to nisi za kamer, ne? To moraš služiti. No, to je ta zdrava konzervativnost, ki je načeloma vedno latentna. Ne? Vsi imamo to, v Sloveniji imamo zdravo latentno konzervativnost, ampak zaradi zdrsov, ki jih ima desnica v percepciji NOB-ja, po vojnih pobojih, tudi Jugoslavije, Tita pa tako naprej, so pa doslej večinoma volili leve stranke. Ne? Predsednik države, tudi če je Museca, ne more en dober desni kandidat zmagati, recimo Anže je bil Logar, dober desni kandidat, veliko je nabral, mislim, to ga je malo neumnega naredil. In pa gre pa nekaj kandidirati. Če si ti kolikškaj normalen, ne moreš biti desničar, ker ne moreš kovati v zvezde domobrancov, če so kolaborirali s Hitlerjem. Toliko bolj sva Slovenci pač nismo. Malo smo, ampak ne toliko.
Ampak zdaj nas pa pamet trezni, če dobiš goloba, ki ti uničuje državo, se obnaša kot pubertetnik, Tino Gaber, golob zaleje fuk na kvadrat, tole se trese vse tam, kodr sta ona dva skupaj, ker obema je zdaj, so se pa sanje sesule. Sanje so se sesule in zdaj bo sestavila se desna vlada, očitno, razen če bo Musarica kak harakiri sama na sebi naredila, pa da ne bo Janši dala mandatarstva. Pa še tako, tiste obljube tako rekoč nič ne štejejo. Ko bo zdaj ti sem obljubil pa oviril Stevanovič, moralno prav je v tem trenutku, da se podpre manjše zlo za njega, bi se reklo manjše zlo, če Janša sestavi vlado. To je manjše zlo. Večje zlo je, če bi še enkrat bil Golob. To je pa konec sveta, se pa lahko ubijemo kolektivno. Tako da resnica mora podpreti Janšo. Demokrat, tole, kar je Peter Gregorčič govoril, ga je pa mimo sekal, češ, da je Anže Logar rekel, da hoče biti v vladi, kjer bo tudi leva stran noter. Zdaj pa ni in kao on ne bi smel biti v Janševi vladi, moral bi biti v opoziciji. Pa kakšne neumnosti zdaj Peter Gregorčič, se je ful izboljšal, ko sem jaz bil z njim v Faktorju, ni bil tako dober. Zdaj se je popravil, ampak tu pa tam pa še vedno mimo seka. In to, da zdaj to govori, kje bo zdaj Anže Logar s svojimi demokrati bil, to je zdrs Petra Gregorčiča, češ da ne bi smel Janševa vlado. Prvenstveno bi se mogel Janši opravičiti. Prvenstveno bi se mogel opravičiti. In slej ko prej tole demokrati bojo izzveneli. Zdaj nisem Bog, ne znam predikcijo tako narediti, da bi pogledal prihodnost in kaj bo čez par let, demokratov ne bo več. Pa kakorkoli že, nezavedno vemo, če smo normalni, da to, kar se gre leva scena s temi feministkami, s to woke ideologijo, woke, to je levo krilo levice, to so anarholiberali, tam cancel culture imajo. Predvsem so to ene zblojene babe, feministke, LGBT scena, in zraven imajo še to, torej geje, pa te transe, te so odpiljeni, transi, ki spreminjajo spol. Mislim, to je absurd, spreminjati spol. Še posebej ne v najstniških letih, mogoče to po 40. To je naredil tenisač, ki je postal René Richards, pa potem začel premagovati ženske, pa je bil moški. Absurd je bil to, ampak si je spremenil spol. Spremen si ga, sem ne pol v žensko konkurenco kot moški igrati tenis. Ali pa boks, dva, na zadnjih olimpijskih igrah. Sta imela XY kromosome, pa sta babe mlatila, ker sta bila hermafrodita, se pravi brez penisa, z razpočnico, ampak testise jajca sta imela pa v sebi. Torej, testosteron sta imela v sebi. Ne morata v ženski kategoriji, v boksu, v borilnih veščinah nastopati. In zato se bori ta leva ideologija. Normalnemu kmetu, se pravi zdravi kmečki pameti, je pa to absurd. In temu se reče nezavedna vednost. Ti intuitivno veš, da to ne vodi nikamor in postaneš konzervativen. Levi, torej moški, ki so bili tako pred par leti, ali pa takrat še niso imeli volilne pravice, so bili prolevi. Zdaj so pa volili Janšo, oziroma SDS, Novo Slovenijo, mogoče tudi demokrate, skratka konzervativne stranke so volili. In to je statistična raziskava v teh predčasnih ali vzporednih volitvah in to zaznala. Mladi moški so volili desne stranke, so postali konzervativni. Ampak ta trend se je pokazal že v Ameriki. V času Charlieja Kirka, ko so ga atentat delali, to je imel tak vpliv, da so tem transem, en trans, povezan s trans ideologijo, vokizmom pa tako naprej, cancel culture, ta ga je ustrelil. To so levi anarcho-liberali, ki se mi je odpeljalo. Zdravo kmečko pametna pa normalen človek, ki je razvil moralno razsodnost pa zdravo intuicijo v času Oedipa, ko je imel moškega očeta pa žensko mamo. Se pravi, otrok, ki razreši v primarni družini ta Oedipov kompleks s fenomenom kastracije, kastracijski kompleks v tem najširšem smislu,
ta je latentno konzervativen in te je srečala pamet, zato ker je Golob zafural s temi absurdi. In ni čudno, da so rekli Bobo Bob in po načelu zdrave kmečke pameti volili desno. In tega spoštovani uha ne ve. Mislim, ni čudno, ne, ker pustimo zdaj. Jaz se pa čutim dolžnega, da tole povem, da imamo mi poleg zavestnega razmišljanja tudi nezavedno razmišljanje. In nezavedno razmišljanje ima svojo logiko, ki je v obliki intuicije, ti pride ven in ti čutiš, da tako ne gre več naprej, da se spola enačita. Zdaj, če grem s kvantno psihoanalizo v teorijo, potem povem, da anatomija genitalij, tako kot oralna faza, videnje mamice, vzrtje mamice, dobre dojke, ta optimizem se napaja z oralne faze. Do 1. leta to traja. Potem pa analna faza, privajanje na kahlico, analni karakter se temu reče, toaletni trening, darovanje drekca v kahlico, v zameno dobim mali sralec, ljubezen mamice. Vse to ima nasledstvo, potem pa falična faza ima pa svoja nasledstva in tam je anatomija genitalij ključna za razvoj možatosti, testosteronskosti, faličnosti ali pa feminilnosti. Ženske, ki ne razrešijo Oedipovega kompleksa pravilno, postanejo ljubiteljice enakosti spolov, volk ideologije feminizma LGBT, IQ+ scene. To so zblojene babe, vam povem. To sem argumentiral v svoji knjigi Prvi spol. In problematične niso ženske, ženske so si pustile oprati možgane z nekimi 8. marec forami, ampak moške pa ne moš ti sad pelati. Če si ti dec, veš, da imaš jajca, veš, da se boriš, si testosteronski, hočeš lepo babo imeti. Če ti reči, vozi miško, stran, dvojko imaš, moš te prvo dober avto imeti, moš denar imeti. Ko boš zdaj študiral, ne boš čase, študirati ni lušen. Denar imeti v denarnici pa lušen, ker pa se pa kaj špičke pa limajo. Pa čez Golob pa imaš tole, dobiš starleto. Se pravi, nezavedno mislita oba spola. Ampak ženske so podvržene kot pridne punce ideji enakosti spolov, ki je absurd. Anatomija genitalij terja, da ženske sprejema od moškega. Je sprejemajoča, moški je dajajoč, ima dajajoče genitalije in to je kompatibilno. Moški in ženska pašeta koata na mamo, če ima moški denar, zato mora delati. Tisti lenuhi bi pa kulturo se šli, so pa kulturniki, moški bi pa študirali, foter bo pa plačal, pa mama. Ponovadi so te, enakost spolov, fantje iz ločenih družin. Ker ni imel fotra, tega čutenja, intuitivnega čutenja nima. Če si ti pohoten, imaš latentno konzervativnost. Ampak če si pohoten, pomeni, da ti je foter vcepil idejo, da mamice, torej očetove žene ne moreš imeti, ga moraš očeta premagati. Se pravi, kako pa jaz premagal, jaz znarjam se da pa premagati. Se lahko kurčim. Premagaš, če imaš dober avto, če peleš punco na večerjo, če kupiš kako darilo, če peleš ne na Pašman, ampak v Istro, ki je malo bližji. In potem se tam dogaja. Denar moraš imeti. In mladi moški, ki so doživeli Oedipov kompleks, imajo to v sebi. Se potem razvijajo kakšno obrt ali pa celo faks naredijo ob delu, ko vidijo, da je le fajn, če imaš kako šolo, ampak to, da se pa norca dela uha iz mladih moških, ki so bodoči podjetniki, delajo pridno, da imajo ta denar, pa da jim bolje rečeš, da niso intelektualci, posredno jim rečeš, vi ste glupi, posredno, se čistko ni rekel, To je pa perverzno, zato jaz snimam tale video, namesto da trajbo tlele spet po Pašmanu, sem se tlele med tele čeri usedel in zdaj malo tlele brskam po zapiskih, kaj sem jaz za kobarit pripravil. To, da je RKC, pa hvaljen Jezus partija, pa Bog, pa ne vem, kjer so zdaj tam, jaz nimam nič od tega. Jaz sem konzervativen za psihoanalize, pa sem levičar, s srcem na levi. Ampak RKC nima tukaj toliko zraven, kot se lahko potika tej cerkvi. Ampak je
nezavedno razmišljanje družinskega konteksta, očeta, mame, je ključno, da mladi moški postanejo konzervativni in da so to izrazili tudi z voljenjem desnih strank. Ker Golob je bil pa too much, ne? To je bil pa preslab, pa Luka Mesec, pa Simon Maljevac, pa Asta z vrečko na glav, ne? Ko ti tam razglaša, da je drek na palcu umetnost, ne? Ni. Ne? Nekaj nariš ali pa kako partituro s pesmi ali pa ko pa vem, bodi umetnik, ampak umetnik na tradicionalni način, ne pa da ti meglo prodajaš pa rečeš, to je umetnost. To je zdaj Asta Vrečko, pa vse te Prešernove nagrade, tiste, veste, kakšne so bile v zadnjih 4 letih. Tako da nezavedna vednost vse to absorbira in pol rečeš Bobu Bob in ne voliš več levih strank, ne voliš desne. Pa še tako vam povem, jaz malo spremljam te trende, pa tudi raziskave, nekatere so trhle, ker Američani so zaznali, da so mladi vse bolj konzervativni. Ampak so bile to republikansko motivirane raziskave. Tako klezvične raziskave so ugotovile, da so najboljši tandem za vzgojo otrok 2 mami, motivirani so bili. Republikanci so bili pa tudi motivirani, ker se težko metodološko neoporečno spesni raziskava, ker bi dokazala, da so mladi bolj konzervativni. Mladi imajo latentno konzervativnost, če so bili deležni primarne družine z moškim očetom, močnim, faličnim, pa feminilno nežno mamo. In pa ti pride otroci, fantje, latentno konzervativni, punce pa premetava, ker punce so biseksualne po naravi in torej simpatizirajo z idejo enakosti spolov. Kar je lari fari, vse pol jih pamet sreča, da ne rečem organ, ko ga pa enkrat fašejo do jajc, ne, pol pa kar naenkrat ženska rata, pol je pa vsa nežna, ustrežljiva, nemočna, sprejemajoča, dec je pa ta prav, skozi. Babo premetava, punce premetavajo, ampak raziskave so dokazale, ugotovile so, tuje raziskave, da so moški tam od 20. do 25. leta najbolj osamljeni ob starejših ženskah, ki so jih pa feministke detektirala kot izredno osamljene tam na stranskem robu, pa revne, ker ima nižja penzija kot načeloma moški. Pa če so samske, so hitro vdove, moški prej umirajo, ker jim hidravlika crkuje, ne? Pa ko je enkrat kastracija, crkneš, nimaš kaj več živeti. Ženska pa ne, pa živi do 100. leta, pa skozi se bori, pa revna, pa tako naprej, nima denarja, nizka penzija. Ampak mladi fantje tam od 20. do 25. leta, tudi bom rekel od 18. do 25. so izredno osamljeni, ker nimajo denarja, da bi si lahko privoščili partnerstvo. Meni je moj Nik rekel tako, oči, če jaz ne bi imel denarja, jaz ne bi imel punce. Pa nisem ga jaz to učil, sam je to povedal. In moški ima tisto mamico in moraš imeti žensko ob sebi, da malo skrbi za tebe, da te poboža, da te ustoličuje kot nekega carja. Punce se med sabo že tam malo zjokajo, pa malo na kavico, malo opravljajo, fantje se denarja, da bi se zapili, nimajo in pa so osamljeni. Ženska, ki bi se ukvarja z njim, je še ni, nimaš jajc, da bi jo na fehtu, ali pa čutiš, da še ne moreš, ker nimaš denarja, nimaš nič, kaj boš pa dal? Če češ tiste joške v roko dobiti, moraš imeti denar. In so po raziskavah mladi moški tam do 25. leta izjemno osamljeni. In če češ ti babo imeti, moraš delati. Kdor ne dela, naj si ga drka, pa sam fafa. To je nezavedna vednost. Mimo tega, da jaz tam teater King Kong na gledališki mojem igri razočarana gospodinja pri seksologu to povem, oziroma pove moja soigralka. To je nezavedna vednost. Fantje morajo imeti denar, zato se spravljajo kar v službo, zato da imel končno denar, da si v kurca kupil. Mislim, avto, falos. To je ta intuicija, je nezavedna vednost. Zdrava kmečka pamet. Ti, če pravilno razrešiš Oedipov kompleks, še imaš deca, fotra, normalnega, veš, ko moraš narediti. Ok, pol s časom tudi veš, da moraš faks narediti, pa ga narediš, ali pa tudi ne. Če fajn služiš, ne rabiš faksa, ker tam na faksih, ne,
Če so naravoslovni, že ok. Če so pa družboslovni, tam ti pa sam perejo možgane z levo ideologijo, z woke ideologijo, s cancel culture. Ne? Skratka, tole sem začel malo razpredati, koliko sem pa posnel, je že toliko, da bom probal zdaj tole naložiti, še danes, preden grem malo trajbat, ampak gledajte, evo, zdaj so še valovi, pa bom še malo okoli obrnil. Evo, tamle so apartmaji, v kateri bom pisal kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. To so pa valovčki. Posnel sem tam video zato, ker tale moj prijatelj, bivši z mladosti, uha neumnosti trobezlja, je dekan FDV-ja, jaz sem pa tam grdi raček, ne bodi ga treba, ko se me preganja s policijo. Sem pa rekel, bom pa jaz posnel, ker sem vedno brez dlake na jeziku, eden mora to povedati. Evo, pa sem to jaz povedal. Dajmo pa. Čau!